Prijazno pozdravljeni, dragi gledalci, spoštovane gledalke, ob spremljanju oddaje In to praznične, župan z vami. V mesecu septembru praznuje praznik Mestna občina Velenje in zato z velikim veseljem pozdravljamo seveda v naši oddaji župana Mestne občine Velenje, gospoda Petra Dermola. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Danes kar v vaših prostorih. Ja, tako je, kar nekaj gradbišč je odprtih po našem mestu, tako da nam tudi teh prostorov zmanjkuje v tem trenutku seveda, ampak glede na situacijo, glede na to, da je pika v mestu, glede na vse okoliščine, je prav, da vas seveda gostimo tudi tukaj v tej naši protokolarni sobi. Gospod župan, začniva praznično. September je mesec, ko Velenje praznuje. Zakaj je ta praznik za naše mesto tako pomemben in kako ga letos obeležujete? Zdaj, kot prvo, jaz mislim, da je seveda naloga skupnosti, tako posameznika kot tudi skupnosti, seveda vseh tisti, ki živimo v takšnem mestu, kot je Velenje, predvsem ta, da obeležimo pomembne praznike in da takrat, ko seveda praznujemo svoj rojstni dan, nastanek našega mesta, tudi kot skupnost in kot posamezniki izkazujemo spoštovanje do mesta, do zgodovine mesta, ker s tem pokažemo spoštovanje tudi do vseh tistih, ki so seveda ves ta čas skozi desetletja gradili to skupnost in pustili globoke sledi v tem našem mestu. In zato je to čas in priložnost, da seveda obujamo spomine. Na eni strani, na drugi strani pa seveda, da ob takšnih priložnostih se zahvalimo vsem tistim, ki so v zadnjem obdobju puščali globoke sledi, ki so sooblikovali našo skupnost, in da se v tem obdobju seveda tudi zazremo v prihodnost, v tisto prihodnost, ki jo seveda skupaj želimo graditi v imenu vseh občank in občanov in skupaj z vsemi občankami in občani. In to je naloga praznovanja in jaz sem vesel, da vsako leto izkoriščamo to priložnost, da res obeležimo praznik našega mesta skupaj s prijatelji. In tudi v letošnjem letu bo temu tako in lahko rečem, da bo mnogo zanimivega. Torej 18. septembra že slavnostna seja z podelitvijo vseh priznanj tistim, za katere je tako strokovna komisija, kot tudi jaz osebno smatrala, da si priznanja v tem trenutku tudi zaslužijo. Potem sledi seveda 19. septembra praznični koncert, ki bo ga obeležila Helena Blagne in pa DJ Murphy. No, naslednji dan, kar je pa še toliko bolj pomembno, sledi pa torej v soboto 20. septembra na praznični dan tudi, lahko rečemo, knapovska veselica, kajti v letošnjem letu obeležujemo tako 150. obletnico premogovnika Velenje kot tudi 75. letnico podjetja Gorenje in je prav, da seveda tudi tema dvema podjetjema izkažemo spoštovanje in predvsem premogovništvo, ki res 150 let kreira zgodbo našega mesta in je pred izjemnimi izzivi, pokažemo kot skupnost tudi posebno spoštovanje. Zato bo ta knapovska veselica, ki jo organiziramo skupaj z prostovoljnim gasilskim društvom Šalek tukaj na Titovem trgu, na kateri bomo razdelili tudi 1500 pristnih knapovskih obrokov, torej malic. Istočasno bodo pa naši domači glasbeniki popestrili seveda popoldne in večer na način, da bomo res kot mesto se veselili in poklonili seveda tudi 150. obletnici premogovništva. Takšne dogodke ljudje potrebujemo? Vsekakor so to dogodki, ki jih ljudje sprejemajo, to dokazujejo tudi seveda obiski vseh teh dogodkih. In jaz sem prepričan, da bo celo Velenje praznovalo z nami skupaj z našim mestom in da bomo seveda pokazali, da imamo seveda svoje mesto radi in da ga res spoštujemo. O prazniku mesta boste na praznični slovesnosti, to je 18. septembra v Domu kulture Velenje, podelili tudi občinska priznanja. Lahko izpostavite nekatere letošnje nagrajence in kakšno sporočilo nosijo za skupnost? Vsak posameznik in vsak nagrajenec kot institucija seveda tudi si zasluži to priznanje.
in seveda bi si vedno znova želeli, da bi lahko podelili še več priznanj. Ampak tako pač je, v posameznem letu je potrebno sprejeti odločitev skladno z pravili in to odločitev zelo odgovorno vsako leto tudi strokovna komisija sprejme. Naloga ali pa vloga župana pa je, da izbere tudi tiste posameznike ali institucije, ki jim nameni potem posebno priznanje, torej priznanje župana. V letošnjem letu bodo priznanje župana prejeli 9 torej nagrajencev, tudi kot posameznikov ali kot skupnosti. Gre za ljudi in institucije, ki seveda pomembno vplivajo na kvaliteto bivanja na našem področju, ki so po eni strani prostovoljci, po drugi strani seveda tudi aktivni akterji v raznih društvih, ki pomagajo sočloveku. Potem je pa strokovna komisija izbrala tudi seveda 3 nagrajence za nagrado Plakete, ki jo letos prejmejo Prostovoljno gasilsko društvo Škale, Hospic Velenje in pa Sindikat premogovništva Velenje in pa grb Mestne občine Velenje, ki ga letos prejmejo gostišče Verdel. Potem tudi gospod Kožar, ki deluje v Rdečem križu že zelo dolgo časa, in pa gospod Damjan Kljajič, ki je tudi pustil globoko pečat v muzeju Velenje. Obenem bomo razglasili tudi letošnjega ambasadorja Mestne občine Velenje, ki smo ga že tudi naznanili že pred nekaj meseci, to je naš Robert Goter, ki je seveda pomembno v letošnjem letu vplival in ponesel ime našega mesta širše v našo skupnost, torej pomembno vplival tudi na promocijo samega mesta. In pa kot rečeno, ob 150. obletnici premogovništva in pa ob 75. obletnici Gorenja, podjetja Gorenje, bomo podelili tudi posebno priznanje tema dvema podjetjema. Skratka, gre tukaj že iz nabora teh nagrajencev za zelo raznovrsten in širok spekter priznanj, ki seveda gredo v prave roke in ki dokazujejo, da je naša skupnost res zelo bogata kot skupnost in da lahko seveda vsak posameznik oziroma vsaka institucija pomembno vpliva k razvoju našega mesta. Že zdaj seveda iskrene čestitke vsem nagrajencem in tudi nagrajenkam. Ima pa konec koncev komisija precej težko nalogo. Ja, verjetno zelo nehvaležno delo, kajti kot rečeno, vsak si zasluži ali pa več ljudi bi si zaslužilo različna priznanja in je potrebno narediti izbor skladno z pravili. Ta izbor se naredi, tako da se zahvaljujem strokovni komisiji, ki vsako leto seveda odgovorno opravi to svoje težko delo. Prizadevate si, gospod župan, da bi resnično vsi sooblikovali delovanje in življenje v naši lokalni skupnosti. To dokazujete tudi s tem, ko vabite občane k sodelovanju pri pripravi nove vizije in tudi strategije mesta. Tudi tukaj se vam zdi mnenje ljudi, ki tu živimo, pomembno in zelo šteje. Zakaj? Zato, ker vsi oblikujemo to mesto in težko ima, bom rekel, samo župan ali pa občinska uprava zasluge za to, v kakšnem mestu živimo. Zato imamo zasluge vsi, ki seveda v tej skupnosti delamo, vsakodnevno se srečujemo in skupaj seveda sooblikujemo življenje v mestu. Zato tudi prav, da vizija in strategija, ki jo v tem trenutku pripravljamo do leta 2040, res vključuje in daje možnost vsem deležnikom, da se aktivno vključijo v pripravo te vizije in strategije. To je bila tudi moja usmeritev že takoj, ko smo sprejeli odločitev, da bomo takšno strategijo sprejeli. Prvič zaradi tega, ker je pretekla vizija in strategija, ki je bila sprejeta, se je iztekla. In kot drugo je zelo pomembno, da se zavedamo, da smo pred izjemnimi razvojnimi izzivi v naši skupnosti in da seveda moramo skupaj načrtovati to skupnost. In če ljudi vključuješ, potem je seveda tudi sama strategija in vizija skladna z razmišljanjem širše množice naših ljudi. Mi smo do tega trenutka izvedli, mislim, da preko 700 anketnih vprašalnikov, preko 300 dodatnih smo potem tudi
vprašalnikov še poslali okrog. Bili so pozvani, bom rekel tako, direktorji javnih zavodov, gospodarstva, športa, kulture, skratka vseh društev, ki delujejo, splošna javnost. Skratka, želimo res čim več teh idej, želja in videnj pridobiti. Zdaj v kratkem bo tudi osnutek te vizije in strategije pripravljen, tako da pred samim sprejemom te strategije bomo seveda opravili še eno širšo javno razpravo na to temo in potem verjamem, da sprejeli na seji sveta Mestne občine Velenje dokument, ki bo pokazal, v katero smer seveda se bo naše mesto v prihodnjih letih razvijalo in kakšne so pravzaprav potrebe tudi ljudi, ki tukaj v tem okolju živimo. Da pa ljudje radi sodelujejo pri takšnih stvareh, dokazuje tudi to, da znate stopiti med ljudi. Zdaj, včasih ljudje zelo težko seveda sprejmejo to, da se vključijo v neko takšno razpravo, veliko raje potem, ko je nek dokument sprejet, komentirajo in grajajo ali pa kritizirajo. In zato je prav, da se tega tudi kot skupno zavedamo, da se občani zavedajo, da je možnost za to, da sodelujejo v takšnem procesu vsekakor odprta in da potem seveda tudi sami prispevajo k temu sooblikovanju. In zato sem vesel, da smo pri tej viziji in strategiji vztrajali pri tem, da smo, bom rekel, tudi časovnico sprejetja vizije nekoliko zamaknili ravno s tem namenom, da želimo čim več ljudi vključiti v sam proces. To mislim, da nam je tudi zelo dobro uspelo, zato se tudi zahvaljujem vsem občankam in občanom, ki so v tem procesu sodelovali in še vedno lahko danes seveda sodelujejo. Je pa res, da se počasi ta dokument sedaj finalizira in da bo v kratkem seveda tudi, kot rečeno, verjamem, da sprejet na seji sveta Mestne občine Velenje. Ste pa v zadnjem obdobju zaključili kar nekaj pomembnejših projektov, večgeneracijski park na Lipi, prenovljena Velenjska plaža, prenovljena tribuna na mestnem stadionu, sanirate tudi plazove. Kaj ti projekti pomenijo za kakovost življenja nas občanov? Zdaj, kot prvo je dejstvo, da smo mi v teh zadnjih 5 letih izvedli investicij za približno 110 milijonov evrov, kar mislim, da je izjemno velika številka glede na predhodna obdobja. Ampak mogoče višina niti ni toliko pomembna, kot je pomembno poudariti to, da vsak projekt, ne glede na njegovo vrednost, lahko pomembno vpliva k kvaliteti življenja in k razvoju naše skupnosti. Zato so tu zajeti projekti, ki pravzaprav so identificirani kot neke potrebe v posamezni krajevni skupnosti in mestni četrti. Na eni strani, kjer gre pretežno velikokrat za, bom rekel, tisto osnovno infrastrukturo, ki jo potrebujejo v nekem okolju. Po drugi strani gre pa tudi za te strateške projekte, torej, ki je naloga kot mesta ali pa kot občinske uprave, da jih implementiramo v naše okolje, zato da seveda podpiramo tudi te glavne sisteme, znotraj katerih naša skupnost in naše mesto tudi deluje. Vsi ti projekti, ki so bili zdaj našteti, seveda večgeneracijski park Lipa je tipičen primer, kjer smo, ko sem nastopil mandat župana, imeli v prostorskih aktih in tudi že zelo resne ponudbe investitorjev, da bi na tem območju zgradili enostanovanjske hiše, pa je takrat krajevna skupnost temu nasprotovala in predlagala, da naredimo večgeneracijski park za namen, da se bodo ljudje tam družili, da se bodo lahko sprehajali, izvajali športne in druge aktivnosti. No in kot odgovorna politika smo seveda temu prisluhnili in potem enostavno, če nek projekt v nekem okolju ni sprejemljiv z vidika javnosti, z vidika tiste skupnosti, potem nima smisla, da jo seveda tiščimo in vztrajamo pri njej naprej. In zato smo prostorski akt spremenili in zato smo šli v ta projekt, ki je danes res čudovit projekt. Zaključili smo drugo fazo tega parka in naslednje leto bomo zaključili še tretjo fazo in park bo celovito namenjen seveda različnim starostnim kategorijam. Gre potem tudi za druge projekte. Sami plazovi, ki so v zadnjem obdobju seveda pustošili po našem mestu,
smo v zadnjih 2 letih sanirali približno 20 plazov, še 30 nam jih je ostalo. V tem trenutku imamo približno 6 milijonov evrov aktivnosti na teh plazovih, aktiviranih. Največji plaz, ki nas v tem trenutku čaka in tudi mislim, da tehnično najbolj zahteven je plaz v Kavčah, vreden preko 1,3 milijona evrov. Skratka, vse to so aktivnosti, ki jih tudi v tem obdobju izvajamo. Potem so bila vlaganja v športno infrastrukturo, od izgradnje urbanega parka, prenove, bom rekel, delne prenove tudi Rdeče dvorane, predvsem na delu sedišč, tribun, pa prenovili smo zdaj mestni stadion, ki ga bomo kmalu tudi slavnostno odprli. Skratka, veliko teh aktivnosti na področju športa, ki se izvaja pa na področju kulture, kjer danes obnavljamo tudi rondelo na Velenjskem gradu in tako naprej. Skratka, je teh projektov resnično zelo veliko in je nemogoče jih vseh našteti. Kot rečeno, je pa zelo pomembno, da imamo kot politika, kot odločevalci tukaj v občinski upravi tudi posluh za ljudi in da res implementiramo v naše okolje potem tiste projekte, ki jih seveda posamezniki vidijo kot prave projekte in ki jih kot skupno seveda tudi sprejemamo. Kot veste, gledalci in gledalke, gradbišča po mestu v Velenju in okolici so aktivna tudi v teh dneh. Katere projekte že izvajate in za katere ste trenutno v fazi priprave dokumentacije? Ja, poleg vsega tega, kar smo že povedali, je v tem trenutku verjetno tudi najbolj viden projekt prenova Cankarjeve ulice, konec koncev, ker gre za središče našega mesta, ker so tukaj tudi mnogi ponudniki, ki so seveda od tega odvisni. To je en projekt, ki je seveda zelo pomemben. Komunalno tudi opremljamo območje Rakove goše, kjer bomo namenili to zemljišče oziroma je že namenjeno tudi individualni stanovanjski gradnji. Tudi Šlandrovo ulico bomo uredili s pločnikom. Lahko tudi povem, da smo ravno sedaj, ko smo naredili tudi oceno stanja, torej prihodkov in odhodkov do konca letošnjega leta, letošnjega proračuna, ugotovili, da nam bo ostalo nekaj presežka, zato smo že naredili tudi nabor projektov za, mislim, da skoraj 1 milijon evrov dodatnih investicij in vlaganj v tisto, kar pričakujejo ali pa potrebujejo krajevne skupnosti in mestne četrti, kar bomo tudi aktivirali. Še v letošnjem letu tudi na seji sveta bomo predlagali, da se te investicije že v letošnjem letu začenjajo izvajati. Potem satelitsko-urgentni center, pomembna pridobitev, ki smo jo uspeli pripeljati v Velenje na področju zdravstvenega varstva. Čaka nas priprava oziroma že začetek tudi energetske sanacije in obnova trakta A zdravstvenega doma. Pa potem seveda sledijo pa še mnoge druge investicije. Posebej sem zadovoljen tudi kar je bil tudi moj osebni cilj, z obnovo vodovodnega omrežja oziroma z izgradnjo vodovodnega omrežja še v tiste zaselke, kjer vodovoda še niso poznali. Zato smo zaključili pred nekaj dnevi tudi drugo fazo vodovodnega omrežja Loke Jurk. In zdaj na seji sveta 7. oktobra bom predlagal, da takoj začnemo tudi še s tretjo fazo izgradnje tega vodovoda, s čimer bomo dosegli, kar mislim, da v slovenskem prostoru nima nobena občina, skoraj da 100% pokritost z vodovodnim omrežjem. Skratka, gre za ogromno investicij, kot rečeno, težko je vseh našteti, pravzaprav nemogoče. Je pa pomembno, da imamo, kot rečeno, manjše investicije, krajevne skupnosti, mestne četrti, ki si želijo pa večje investicije, kjer so v tem trenutku pa predvsem povezane z celostnim teritorialnim naložbam, torej kot je Cankarjeva ulica. Vezano na te celostne teritorialne naložbe je predvidena tudi obnova Stantetove ulice in pa Kardeljevega trga, kjer bomo začeli dela prihodnje leto, in pa uvedba digitalne platforme na področju najprej trajnostne mobilnosti, vključno tudi z prenovo celotnega sistema brezplačne izposoje koles. Tudi to bomo izvedli naslednjo leto. In potem so pa seveda še večji projekti, ki so zelo strateške narave, so pa seveda projekti, ki so vezani na prestrukturiranje naše regije.
Potrebe po stanovanjih so povsod po državi velike, tudi Velenjčani pogosto izpostavijo, da je stanovanj premalo. Kaj lahko v prihodnjih mesecih pričakujemo na tem področju? Napovedali ste tudi gradnjo več kot 600 novih stanovanjskih enot, od Šaleka in Stare vasi do nove soseske v Paki. Pa me zanima, kdo bo lahko do njih dostopal in v kakšnih časovnih okvirih? Naloga je seveda naša ta, da omogočimo gradnjo tako zasebnikom, tisti, ki seveda vidijo v tem nek poslovni interes in imajo možnost investirati v stanovanjsko gradnjo na eni strani, na drugi strani seveda, da skrbimo tudi za javna stanovanja, da se sklad javnih stanovanj tudi širi in to je pa tista prioritetna naloga, ki jo imamo seveda tudi v občinski upravi, kajti tudi potrebe na tem področju so izjemno velike. Zdaj, kaj načrtujemo? Mi načrtujemo izgradnjo stanovanj že kar nekaj let. V začetku leta 2022, torej pred začetkom zadnjega mandata, sem že dal nalogo tudi našemu uradu za urejanje prostora, da začenjajo z spremembo prostorskih aktov. Takrat smo začeli z 8 prostorskimi akti, ki smo jih želeli spremeniti na način, da nam bodo seveda omogočili izgradnjo teh stanovanj. V letošnjem letu smo Zlati grič, prostorski akt za izgradnjo oziroma pozidavo Zlatega griča že sprejeli. Verjetno že na prvi naslednji seji bomo sprejeli tudi prostorski akt za izgradnjo območja za pošto, s čimer bodo izpolnjeni tudi pogoji za to, da bo investitor lahko pridobil gradbeno dovoljenje in da bo lahko tudi začel graditi stanovanja za pošto. Za nas je zelo pomembna, poleg tega, da zdaj preverjamo seveda zasebni kapital za izgradnjo oziroma pozidavo Zlatega griča, da zagotovimo tudi določeno število neprofitnih stanovanj. V tem trenutku smo v aktivnem razgovoru in jaz mislim, da bomo v prihodnjih mesecih tudi podpisali sporazum s stanovanjskim skladom za izgradnjo približno 200 novih neprofitnih stanovanj, torej za neprofitni najem, ki bodo šli v naš stanovanjski fond in bodo na razpolago seveda vsem tistim, ki si stanovanje po kriterijih, ki so z zakonom določeni, tudi zaslužijo in jim pripadajo. Tako da tudi na tem področju delamo. Skratka, če se štejemo od tega, da se danes gradi že, mislim, da preko 60 stanovanj, do vseh teh pobud in možnosti za izgradnjo stanovanja, teh 600, dodatnih 600 stanovanj, seveda tista minimalna številka, ki jo bomo v naslednjem letu dosegli, bomo pa videli, ne. Pač enostavno tudi trg za stanovanje mora svoje narediti in ko bomo prepoznali, da trg potrebuje še več stanovanj, bomo seveda tudi ostala zemljišča za to sproščali, ne želimo pa naenkrat pozidati seveda vsa zemljišča, ki jih imamo na razpolago, pa bi potem stanovanja bila prazna. Tako da pustimo seveda čas v čas, se pa zavedamo tega izziva in kar lahko zagotovo trdim je to, da se bo izgradnja stanovanj zdaj začela aktivno izvajati in da bo to vidno tudi v našem okolju in da bo namenjeno tako za zasebni kapital, kot seveda tudi za javni neprofitni najem, torej za te ljudi, ki živijo v našem okolju in ki jim ta stanovanja lahko tudi seveda olajšajo njihovo življenje. Je pa velik interes za stanovanje tudi pri mladih, ne, da se po končanem študiju vrnejo v domač kraj? Tudi z stanovanjskim skladom, s katerim smo v rednih stikih, smo že na nek način tudi dosegli dogovor, da bo pravzaprav prioriteta neprofitnega najema tudi, da bomo kar zajeten del teh stanovanj namenili mlajši populaciji, tudi zaradi tega, ker vemo, da je iskanje tega prvega stanovanjskega vprašanja ali pa izziva izjemno zahtevno pri mladih in je prav, da mladim seveda omogočimo, da lahko dostopajo do teh stanovanj. Kot primer dobre prakse se je pokazal razpis, ki so ga takrat konec koncev tudi mladi predlagali na generacijskem forumu, da izvedemo prvi razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj izključno mladim in mladim družinam in bomo seveda te razpise tudi v prihodnje ponavljali, ker se kaže, da je interes mladih, da tukaj seveda živijo velik in zato je potrebno seveda tudi
vzpostaviti pogoje za to, da bodo mladi tukaj seveda v tem našem mestu videli perspektivo. Gospod župan, omenili ste, da vsi občani budno spremljamo tudi prenovo Cankarjeve ceste. Kako napreduje, kako se pravzaprav soočate tudi s stiskami ponudnikov, pa zagotovo zaprtje prinaša neke posledice za njih? Ja, Cankarjeva je seveda, kot rečeno, v srčju našega mesta, kjer so tudi različni ponudniki naših storitev. Veseli me, da gradnja poteka skladno z terminskim planom. Seveda si želimo in tudi izvajalec samih del si tega želi in se tega zaveda, da bi se dela zaključila pred dogovorjenim rokom, torej pred avgustom prihodnjega leta. Zato bomo seveda napeli vse sile, ampak kljub temu, do takrat bo še nekaj časa seveda preteklo in bo potrebno vedno znova zelo kvalitetno in odkrito komunicirati z ponudniki vseh teh storitev, ki so v mestnem središču na eni strani in potem tudi z stanovalci, ki živijo na tem območju. In kot tretje seveda, da potem vse skupaj tudi osveščamo javnost, kako sama gradnja poteka in kako konec koncev to vpliva tudi na ponudbo vseh tistih storitev, ki so v našem mestnem središču. Tukaj lahko rečem, da je mestni marketing upravlja zelo pomembno funkcijo. V okviru mestnega marketinga smo v neposrednem stiku z vsemi ponudniki storitev, kar nekaj promocijskih dejanj smo že izvedli, od tega, da seveda promoviramo na različnih delih našega mesta, da je Cankarjeva ulica v tem trenutku seveda odprta z vso ponudbo, ki jo seveda to središče mesta je imelo in jo ima še danes, da je ljudem še vedno na razpolago vse tisto, kar je bilo pred samim začetkom te gradnje. To je na eni strani, na drugi strani, da poskušamo tudi z različnimi kampanjami, tudi z različnimi popusti seveda ljudi pritegniti, da kljub gradbišču seveda gredo v samo središče mesta in da obiskujejo ponudnike teh storitev. Tako da je teh aktivnosti zelo veliko. Jaz seveda se zavedam, da poseg v to investicijo seveda negativno vpliva tudi na, bom rekel, promet vseh teh deležnikov, ki so v našem središču, ampak predvsem je tukaj naloga zdaj direktorja občinske uprave in pa mestnega marketinga, da redno komuniciramo in da vkolikor bo seveda potrebno v nekem delu pomagati, da bomo kot občinska uprava, torej kot lokalna skupnost tudi potem priskočili na pomoč. Sem pa prepričan, da ko bo sama investicija zaključena, da bomo vsi veseli in ponosni, da smo potrpeli to leto dni, da smo uspešno pripeljali projekt do konca, kajti verjamem, da bo seveda v središču našega mesta bivanje, življenje in druženje še na višjem nivoju, kot je bilo v preteklosti, da bomo imeli zgledno urejeno mestno središče in da bodo tudi ponudniki vseh teh storitev seveda od tega imeli potem veliko več, kot so pa mogoče imeli pred samo obnovo te Cankarjeve ulice. Gospod župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, vidim, da ste postali precej čustveni, zato ker razumete na eni strani ponudnike, na drugi strani občane. Ja, vedno je potrebno gledati na vse ljudi in se predvsem, ko sprejemaš odločitve, postavljati v kožo tistega, za katerega odločitev sprejemaš oziroma na katerega bo odločitev tudi seveda vplivala. Včasih je to težko, včasih pa to niti ni tako težko. In sam sem bil tudi na drugih funkcijah v svoji karieri in vem, da je podjetništvo zelo pomembno tudi za razvoj naše lokalne skupnosti in da tudi vsak posamezni podjetnik seveda lahko pomembno vpliva k razvoju te skupnosti in ima in ustvarja neko dodano vrednost v našem mestu na eni strani, na drugi strani pa so to ljudje, ki živijo v tem okolju in ki jih seveda hrup na eni strani ne bi smel motiti, ker živijo v urbanem središču, ampak takšno gradbišče vsekakor vpliva na življenje teh ljudi.
In zato se tudi vsem skupaj seveda zahvaljujem tudi z tega mesta za strpnost in predvsem si želim, da bomo seveda strpni in vztrajni do konca tega projekta in da bomo res imeli korektno komunikacijo in da bomo sproti odgovarjali na tiste največje izzive, ki se seveda v tem projektu tudi pojavljajo. Kdaj bo vse skupaj zaključeno? Kot rečeno, časovnica je predvidena do konca avgusta prihodnjega leta, ampak kot rečeno, če ne bo nekih nepredvidenih okoliščin, si želim in tudi moja usmeritev je seveda takšna bila, tako svojim sodelavcem kot tudi izvajalcu, da poskušamo te roke krajšati in da bi mesec, upam, da celo 2 meseca predtem že zaključili ta projekt. Sicer je to zelo pogumna izjava v teh okoliščinah, ki so v tem obdobju, ampak ja, je pač potrebno biti v življenju optimist in je potrebno dati tudi zelo jasno signale, da seveda tudi kot župan pričakujem, da se ta projekt čim hitreje zaključi. Se pa vsi skupaj zelo veselimo. No, pri opuščanju porabe premoga nas finančno podpira tudi Evropa. Kar 4 strateški projekti so sofinancirani iz sklada za pravični prehod. V mestu boste gradili kar 2 inkubatorja, se pravi Center prihodnosti v stari elektrarni in pa Tehnološki park Velenje. Povejte, gospod župan, kako daleč ste začetkom del in kaj bosta ta projekta konkretno prinesla našemu mestu? Zdaj kot prvo, mogoče se niti zavedamo, ne, ampak jaz mislim, da je Velenju do tega trenutka uspelo zelo veliko oziroma vse tisto, kar smo konec koncev tudi v tem procesu prestrukturiranja za to obdobje načrtovali. Načrtovali smo to, da bomo uspešno pripravili projekte, ki so bili tudi strani Evropske komisije identificirani kot strateško pomembni projekti za prestrukturiranje te regije in da bomo za te projekte potem pridobili tudi nepovratna sredstva. Vse to nam je uspelo. Čakamo še samo zakon o prestrukturiranju te regije in če še ta vlada sprejme ta zakon o prestrukturiranju regije, potem lahko rečem, da smo pravzaprav izkoristili vse tisto, kar nam je bilo v tem obdobju tudi na področju prestrukturiranja na razpolago. To ne bi uspelo brez res kvalitetne ekipe, brez sodelavk in sodelavcev, ki so na vseh teh projektih delali. In to dejstvo, da smo uspešno prišli do teh sredstev, dokazuje tudi to, da sem zdaj v zadnjih 3 mesecih podpisal za 74 milijonov evrov investicij z nepovratnimi evropskimi sredstvi, kar mislim, da je seveda v vseh teh letih ali pa desetletjih tudi pravzaprav največji investicijski zagon v našem mestu. Tako da se veselim vseh teh projektov in konkretno, ko sprašujete za inkubatorje, napačna je teza, ki se je pojavljala predvsem v določenih socialnih omrežjih, pa tudi v nekaterih časopisih, da mestna občina Velenje zdaj vse stavi seveda na inkubatorje in pa na start-up skupnost. Ta teza ne drži. Trdim pa, da lahko start-upi in mlada scale-up podjetja seveda pomembno vplivajo k razvoju naše skupnosti in lahko čez čas seveda pomenijo zelo pomemben gospodarski steber za tako sedanje, kot tudi za prihodnje generacije. Mi smo v teh zadnjih letih kar nekaj start-up podjetij pomagali ustanoviti, jih razvijali. Če sem danes pogledal 5 teh najbolj pomembnih podjetij, ki so v zadnjem letu bili najbolj produktivni ali pa uspešni, ta podjetja danes zaposlujejo približno 80 zaposlenih, imajo 13 milijonov evrov prometa. In z temi inkubatorji za izgradnjo tako T-huba kot tudi stare elektrarne pomeni, da bomo mi omogočili zagon preko 90 novih start-up in scale-up podjetij, da bomo za ta podjetja zagotovili infrastrukturo, ker ta podjetja infrastrukture ustrezne danes nimajo, torej bodo imeli infrastrukturo, bomo poskrbeli za programe skupaj z Saša inkubatorje, kar je inkubator tudi v zadnjih 10 letih zelo uspešno delal, in kot tretje, kar v našem mestu do danes
nismo imeli, smo preko tega zakona o prestrukturiranju regije in pa identifikacijo kot startup, dolino startupov, kot strateškega projekta tudi zagotovili kapital. Kapital, ki ga seveda ta podjetja potrebujejo, takrat, ko začenjajo razvijati, ko začenjajo prodirati na trg, brez kapitala pravzaprav nobeno podjetje ne more biti uspešno. In če imamo v zadnji še kapital, ki bo seveda naredil ta potem odločilni preboj in pomagal tem podjetjem, da bodo prodrli na trg, potem sem prepričan, da je to lahko, kot rečeno, zelo pomemben gospodarski steber v prihodnje. In jaz trdim, da od preko 90 podjetij je lahko vsaj 30 podjetij uspešnih in če takšnih 30 podjetij v 5 letih zagotovi vsako podjetje povprečju z 10 delovnih mest, govorimo o tem, da smo seveda naenkrat za temi vložki lahko pridobili tudi 300 novih delovnih mest. Ampak pri tej hubu in pri stari elektrarni gre za predvsem pomembno infrastrukturo, ki bo tukaj ostala, ki bo na razpolago tudi naslednjim startupom, tisti, ki bodo čez nekaj let postali startupi, naslednjim scale-upom, ta podjetja, ki bodo pa seveda tukaj v teh prvih 5 do 10 letih odrasla, ko bodo na nek način polnoletna, ko bodo samostojna, lahko preživela na trgu, bodo pa seveda te prostore potem tudi zapustili in bodo šli potem tudi verjetno v proizvodnjo oziroma v izgradnjo nekih svojih proizvodnih in poslovnih procesov. In to je ta sistemska podpora, ki jo želimo izvajati v našem mestu, ki jo izvajamo že vsa ta leta in kar je še tukaj pa mogoče še toliko bolj pomembno, da smo v okviru teh projektov zagotovili tudi prihod prvega inštituta v našem mestu. Inštitutu danes v Velenju nismo imeli, Kemijski inštitut, s katerim smo tudi skupaj podpisali sedaj pogodbo za izvajalca del, da bo izvajal na tem območju razvoja te biorafineracije biomase, kar seveda pomeni, da je to neka tehnologija, ki jo v slovenskem prostoru in tudi širše ni. In že danes po zagotovilih Kemijskega inštituta se mnoga, tudi mednarodna podjetja že obračajo na njih in si želijo potem aktivnega sodelovanja tudi tukaj v tem tako imenovanem tech-hubu. Skratka, gre tukaj za res velik razvojni potencial, ki ga želimo pripeljati v naše mesto in verjamem, da z tega razvojnega potenciala bo slej ko prej usklila kakšna tista zvezda, ki bo v slovenskem pa tudi mednarodnem prostoru seveda pustila globoko pečat. Za nas bo pa to seveda pomenilo neko svetlo prihodnost razvoja tega mesta. Poleg obstoječe ekonomsko-poslovne cone Stara vas nastaja poslovna cona Pesje vzhod. Kakšno je pravzaprav zanimanje za poslovne cone strani podjetnikov? So potrebe po poslovnih zemljiščih velike pri nas? Presenetljivo velike. Ko smo razpravljali o tem in se odločali, da bomo aktivirali novo poslovno cono v Pesje in ko smo objavili potem razpis za prodajo, sem bil prepričan, da bo verjetno kakšen eden ali pa dva interesenta za odkup teh zemljišč, za izgradnjo svojih poslovnih prostorov, pa smo od 6 oziroma od 5 zemljišč, od 6 zemljišč 5 zemljišč takoj prodali. Tako da me je to zelo pozitivno presenetilo. Gre pa to za podjetja, ki sovpadajo z kriteriji pametne specializacije, torej takšni, ki delujejo na področju naprednih tehnologij, bodisi razvoja medicine, zdravstva, pametnih skupnosti in podobne stvari, skratka teh sodobnih trendov in delovnih mest, ki jih seveda vsaka skupnost potrebuje. Zato sem izjemno pozitivno presenečen za to, da je pravzaprav večinoma teh parcel že danes odprodanih. Naša naloga je, da začenjamo z izgradnjo komunalne infrastrukture na tem območju, vzporedno pa, da seveda ta podjetja pridobijo tudi ustrezna gradbena dovoljenja in že v prihodnjem letu bo seveda ta poslovna cona začela tudi rasti. To pomeni, da smo na eni strani odprodali oziroma zagotovili možnosti za razvoj malim in srednje velikim podjetjem znotraj poslovne cone Stara vas, kjer vemo, da je večina zemljišč odprodanih in da danes
tudi vidno rastejo novi proizvodni obrati, da smo v nadaljevanju takoj zagotovili tudi nove poslovne priložnosti za razvoj gospodarstva znotraj te nove poslovne cone Pesje in takoj, ko bomo seveda s to poslovno cono tudi generalno rečemo zaključili, nas čaka še potem naslednja faza tudi znotraj poslovne cone Stara vas, to je pa predvsem tistega območja, ki ga danes ne moremo uporabljati zaradi tega, ker pač to prostor presega oziroma seka ta daljnovod, ki bo pa v prihodnjem letu že začel se umikati iz tega prostora. Skratka, tukaj imamo seveda veliko tega razvojnega potencijala za nove investitorje. Mi bomo pač poslovne cone širili skladno z interesom vseh teh investitorjev in verjamem, da lahko seveda na takšen način najbolje pomagamo pri prestrukturiranju te regije, pomagamo gospodarstvu, da bo odpiralo nova delovna mesta in že danes se kažejo seveda mnogi pozitivni trendi in pozitivni rezultati v tej smeri, kar trdim, da je bila seveda v preteklosti tudi prava odločitev. Tako da bomo tudi s temi projekti seveda res dali ta potencial tej naši skupnosti, gospodarstvu in da bodo predvsem nova delovna mesta tukaj na teh območjih kazala perspektivo predvsem tisti mlajši generaciji, ki se seveda danes ozirajo v prihodnost in iščejo, bom rekel, tisto svojo zaposlitev iz področji, ki so pa danes seveda trendovsko tudi zelo popularne. V teku je velika energetska preobrazba, prenova sistema daljinskega ogrevanja. Kako daleč ste trenutno s tem projektom, pa ali je že znano, kaj bo kot vir ogrevanja nadomestilo premog, se leto 2033 ni več tako daleč? Ja, čas zelo hitro teče in ko vidimo, da smo pravzaprav vse potrebno, sploh da smo prišli v situacijo, ko smo lahko začeli črpati nepovratna evropska sredstva, potrebovali 5 let, potem samo po sebi dovolj zgovorno govori o tem, da so procesi dolgotrajni, izjemno zahtevni. To vemo vsi mi, ki smo na teh procesih tudi vsakodnevno aktivni, ampak smo jih pripeljali do te točke, da se danes tudi v našem okolju že začenjajo izvajati. Zelena preobrazba daljinskega ogrevanja trdim, da je eden izmed zahtevnejših oziroma najbolj zahteven projekt v procesu prestrukturiranja te regije. Obnova distribucijskega omrežja, preko 8 km tega omrežja, ki poteka po urbanem središču, kar se že danes kaže v krajevni skupnosti Gorica, ko je pravzaprav že kar velik del te krajevne skupnosti prekopan, odprt, kjer se obnavljajo ti distribucijski sistemi, kažejo na to, da bo seveda potrebno veliko strpnosti, aktivnega sodelovanja z različnimi deležniki. Sedaj se že v tej prvi fazi predstavljamo tudi v mestno središče, kjer bomo prav tako obnavljali že danes distribucijsko omrežje. Skratka, bo to nek verižen proces. V prihodnjem letu si pa predvsem želimo še obnove distribucijskega omrežja pod Šaleško cesto in Kidričevo cesto, kjer smo pa predvsem vezani na obnovo teh dveh državnih cest in v teh dneh smo tudi podpisali sporazum o financiranju cest in verjamem, da dogovor, ki smo ga sprejeli, da bomo prihodnje leto začeli z obnovo Šaleške in Kidričeve ceste, seveda, da bo tudi na strani ministrstva se obdržal. Skratka, zelena preobrazba v tej prvi fazi zelo aktivno poteka. Kar se tiče pa vprašanja, na kateri vir se bomo ogrevali, bo pa verjetno končna odločitev lahko sprejeta do približno konca letošnjega leta ali pa začetka prihodnjega leta. Mi imamo sedaj odprt razpis promotorjem do konca meseca septembra, ki bodo podali tehnične rešitve. Torej različni ponudniki opreme ali pa investitorji bodo lahko predlagali, kako oni vidijo razvoj zelenih virov tukaj na lokaciji Velenja in pa Šoštanja. Ko bo ta razpis zaključen, bomo vse te tehnične rešitve skupaj z strokovnjaki tudi, bom rekel, proučili. V ta proces se bodo vključili tudi mednarodne banke, torej predvsem tiste banke, govorimo o Evropski investicijski banki, ki je pripravljena tudi aktivno vključiti se v samo financiranje. Potem te investicije in verjamem, da bomo v tem trenutku, kar je naša naloga, izbrali eno ali pa dve opcijsko seveda najboljši možni rešitvi
z vidika zagotavljanja seveda kvalitetne oskrbe s toplotnim ogrevanjem, z vidika ekonomike, torej da bodo tudi položnice čim nižje, kolikor bodo pač v teh okoliščinah lahko, in da bomo res zagotavljali potem takšno toplotno energijo, kot jo naše mesto zasluži. Tukaj bo pa, ali pa tukaj je v tem trenutku tudi moja največja skrb in odgovornost, predvsem ta, da ščitim javni interes in da ne dopuščam več, da smo, bom rekel, Velenjčanke in Velenjčani, gospodinjstva, kot tudi gospodarstveniki, ujetniki oziroma talci določene cen nekega poslovnega subjekta, ki seveda je usmerjen predvsem v dobičke, ampak da to postane javna gospodarska služba, ki bo namenjena izključno distribuciji oziroma proizvodnji toplotne energije, brez zaslužkov in brez tistega, kar lahko, bom rekel, nek zasebni kapital tukaj vidi zelo velik interes. S tem se v tem trenutku tudi najbolj ukvarjam, zato je zelo pomembno, da mi izberemo to tehnično rešitev, da zagotovimo finančna sredstva za financiranje te tehnične rešitve in da se tudi odločimo o poslovnem modelu, torej ali bomo šli s kakšnim partnerjem v to, ali bo to resnično izključno potem v javni gospodarski službi, na katero pa lahko seveda kot župan tudi neposredno vplivam in tako tudi lažje ljudem pojasnimo, zakaj so neke položnice takšne, kot so, kajti danes pač enostavno tega ne moremo, kajti o tem odločajo ljudje, ki pač niso v tem trenutku tudi ne, bom rekel, neposredno odgovorni tej skupnosti, jaz pa to odgovornost seveda v tem trenutku čutim in bom naredil vse za to, da bom tudi to odgovornost upravičil. Kurilna sezona je pred vrati, številne družine skrbi visoka cena ogrevanja. Ste sprejeli kakšne nove ukrepe za pomoč občanom oziroma kaj jim je na voljo? Zdaj se že tudi sam osebno čutim, da se ta sezona ogrevanja približuje, pa ne toliko v domačem okolju kot drugje, kjerkoli se nahajam, velikokrat dobim seveda še enkrat več opazkov, zakaj je ta cena toplotne energije v Šaleški dolini najnižja, kajti tudi danes je v slovenskem prostoru cena toplote še vedno najnižja in seveda mnogi, lahko rečem, tudi zavistno gledajo na to dejstvo. Tega se mogoče v naši lokalni skupnosti premalo zavedamo, ampak kljub temu vemo, da so položnice ne samo z vidika toplotne energije, tudi z vidika električne oskrbe, pa prehrane in vsega ostalega res v zadnjem obdobju izjemno naraščali in da so ti stroški seveda zelo obremenjujoči tudi za naše občanke in občane. Tega se je potrebno zavedati in tega se osebno tudi zavem. In zato smo tudi že pravzaprav vsa leta izvajali različne ukrepe, s katerimi smo poskušali ljudem omogočiti lažje plačevanje vseh teh obveznosti. Mi še vedno imamo odprt razpis za vgradnjo termostatskih ventilov, še vedno imamo odprte razpise tudi za sofinanciranje energetskih sanacij, večstanovanjskih objektov, še vedno imamo in bomo tudi v prihodnjem letu imeli, verjamem, da bo tudi svet mestne občine Velenje sprejel to odločitev oziroma predlog, ki ga bom dal svetnicam in svetnikom, da bomo ohranili toplotni dodatek za ranljive skupine ljudi. Oblikovali smo novo aplikacijo z imenom Eva, kjer lahko vsako gospodinjstvo dostopa do podatkov o svoji energetski učinkovitosti. Skratka, ogromno teh aktivnosti smo v vseh teh letih izvedli in imamo res široko paleto nabora vseh teh ukrepov, s katerimi seveda ljudem na različne načine pomagamo, da zmanjšujejo seveda porabo toplote na eni strani in po drugi strani tudi, da zmanjšujejo višino položnic. To, da je poraba toplote v Šaleški dolini zelo visoka, je pač neke vrste dejstvo, govori o tem, na kakšen način smo bili tukaj navajeni živeti in zdaj je pač naloga vseh nas, seveda tudi občinske uprave, da ljudem pomagamo.
ta način življenja mogoče nekoliko spremeniti, predvsem z različnimi ukrepi, na katere pa lahko seveda sami vplivamo. Tako da bomo na tem področju aktivni, vse skozi tudi skupina, ki deluje na procesu spremljanja porabe toplotne energije in izvajanja vseh teh ukrepov, ki jo vodi direktor občinske uprave, magister Iztok Mori, bo kmalu znova sestala in tudi naredila analizo upravljenega dela za zadnje obdobje in potem seveda tudi predlagala morebitne dodatne ukrepe za prihajajočo sezono. To bomo še naredili pred kurilno sezono, skratka vse te aktivnosti tečejo in tudi če je poletno obdobje, pravzaprav mi s temi ukrepi se ne umikamo, ampak jih aktivno izvajamo vse skozi. Gospod župan, nanizali ste številne večmilijonske projekte, ki se že izvajajo ali pa se bodo začeli izvajati v prihodnjih tednih v našem mestu. Lahko rečemo, da gre resnično za velik obseg naložb, ki bodo tudi korenito spremenile tako podobo kot tudi priložnosti za naše mesto. Pa vendar, ali Velenje še vedno skrbi tudi za socialno ranljive skupine občanov? Zelo skrbi. Pravzaprav se ta skrb iz leta v leto povečuje. Že prej sem povedal, jaz se še kako dobro zavedam, da pravzaprav obdobje, v katerem smo se vsi znašli, ni, bom rekel, prijazno obdobje, predvsem z vidika zagotavljanja, bom rekel, primernih stroškov, ampak da ti stroški pravzaprav vedno znova negativno vplivajo na naša življenja in da globalni vplivi zelo korenito posegajo tudi v mestno občino Velenje in šele tako, na takšen način potem vidiš, kako lahko neka vojna v neki državi, kot je na primer Ukrajina, pomembno vpliva tudi ali pa negativno vpliva na naša življenja. In vse to so seveda skrbi, s katerimi se ukvarjamo in te skrbi se seveda tudi sam osebno še kako zavedam. Zato trdim, da je potrebno, bom rekel, predvsem socialno-varstvene aktivnosti seveda izvajati vse skozi, kljub temu, da se zavedamo, da v tem družbenem sistemu, v katerem danes živimo, prihaja tudi do teh zlorab, da do teh socialno-varstvenih storitev dostopajo mogoče tudi ljudje in posamezniki, ki mogoče ne bi bili upravičeni, do tega pa sistem znajo izigrati. Zato poskušamo tudi v občinski upravi, seveda skladno z zakonodajo, z vsemi tistimi pristojnostmi, ki so pa zelo omejene na tem področju, če zelo odkrito povem, skrbeti predvsem za to, da res te ukrepe usmerjamo v tiste skupine ljudi, ki našo pomoč neposredno potrebujejo. Zdaj, kar se tiče socialne košarice, to je stvar, ki so že prejšnji župani pripeljali v to mesto. Gre za nabor socialno-varstvenih storitev, ki niso z zakonom predpisane, pa jih kljub temu izvajamo. In če smo pred nekaj leti, ko sem začel županovanjem, imeli za ta namen približno 1 milijon evrov sredstev na razpolago, je danes že v proračunu zagotovljenih 1,7 milijona evrov teh sredstev, kar seveda samo po sebi govori, da tudi smo sproti odgovarjali na vse te družbene izzive in stiske ljudi, ki so se pojavljale. Na splošno pa imamo v letošnjem proračunu za 3,7 milijona evrov zagotovljenih sredstev za izvajanje teh socialno-varstvenih storitev, kot rečeno, usmerjenih predvsem v tiste skupine ljudi, ki to pomoč potrebujejo. Ali gre za starejše osebe, ali gre za invalidne osebe, ali za tiste, ki so se znašli v neki socialni stiski, ali mogoče tudi za primere, kot je bil zadnji primer požara v krajevni skupnosti Šmartno, kjer je pravzaprav ena družina izgubila vse, kar je prej leta in leta ustvarjala. Vse to so skrbi, s katerimi se tudi v občinski upravi seveda soočamo in skrbi, na katere poskušamo tudi z svojimi ukrepi in z svojo pomočjo potem tudi blažiti in pomagati vsem tem ljudem. Večkrat pa slišimo, da so mladi naša prihodnost, tudi v Velenju stavite nanje. Katere konkretne ukrepe izvajate, da bi mlade pritegnili k temu, da ostanejo v Velenju ali pa se po končanem izobraževanju vrnejo v domače okolje? Ja, ko govorimo o mladih, je potrebno predvsem
zelo preprosto iti skozi način odraščanja neke mlade osebe. Se pravi, mladi ljudje ali pa otroci potrebujejo kvalitetno in dostopno predšolsko vzgojo, kar v Mestni občini Velenje vse skozi zagotavljamo. Vsak otrok, ki si želi vpisa v vrtec, ima vrtec tudi na razpolago. Zelo pomembna mi je bila ugotovitev v eni izmed anket, kjer so mlade družine na eno izmed vprašanj, kaj bi v Velenju še bilo potrebno postoriti za mlajše ljudi, prišle tudi do ugotovitve, da bi zelo primerno bilo v našem mestu zgraditi tudi oziroma oblikovati tudi mednarodno šolo in mednarodni vrtec, da bi tudi mnogi Slovenke in Slovenci, seveda tudi tisti, ki vsakodnevno živijo in so tudi v izvoru Velenjčanke in Velenjčane, pripravljeni otroke vpisovati v to mednarodno šolo, v mednarodni vrtec. Tudi zaradi tega sem naročil, da bomo zdaj odprli to strokovno debato, da vidimo z vidika stroke in javnosti, ali to resnično pravi ukrep za našo občino ali ne. Potem seveda sledi ta šoloobvezna osnovna šola, ki lahko rečem, da je v našem mestu zelo zgledno urejena, da imamo zgledno infrastrukturo, kvalitetno izobraževanje, tudi konec koncev šole se aktivno vključuje tudi v družabno življenje. To je en segment, ki mu posvečamo pozornost. Potem prijemo pa seveda v čas srednjega izobraževanja, študija, kjer je pa zelo pomembno, da te ljudi že začenjamo usmerjati oziroma jim omogočiti, da se ukvarjajo in izobražujejo iz tistega področja, ki je njim zanimivo, in da v tem izobraževalnem ciklusu seveda vidijo tudi že svojo perspektivo kasneje, ko se bodo zaposlovali. Zato smo začeli z aktivno štipendijsko shemo, ki se vsako leto prilagaja različnim potrebam na trgu. Letos smo štipendijsko shemo spremenili na način, da je ta na razpolago za štipendiranje mladega kadra, ki želi delovati na področju izobraževanja, torej se lahko, bom rekel, vključijo v profesorske vode ali pa učiteljske vode in potem seveda tudi s pomočjo štipendije Mestne občine Velenje lažje potem te šole, te ljudi tudi zaposlijo in lažje tudi financirajo in tako naprej. Skratka, smo letošnjem letu to nekoliko spremenili. V preteklosti smo različne deficitarne poklice štipendirali skupaj z gospodarstvom. Vsakem letu seveda naredimo evalvacijo za nazaj in potem se odločimo, kaj želimo vnaprej. Za mlade pa potem seveda poleg izobraževanja so pa posebni izzivi tisto, kar sva že danes govorila, da imajo zagotovljeno delovno mesto, ne vsako delovno mesto, ker se zavedam, da so mladi, bom rekel, zelo specifični, ker imajo neke svoje videnja, svoje poglede, svojo miselnost. Delovna mesta, katera so bila nam v preteklosti zanimiva, njim niso več zanimiva in zato je potrebno res slediti tem trendom. In še enkrat trdim, da z vsemi temi ukrepi, tako znotraj inkubatorjev, kot tudi z razvojem malega in srednjega podjetništva, bomo zagotavljali perspektivna in zanimiva delovna mesta in da seveda tem mladim ljudem omogočamo dostopna stanovanja. Če je ta redosled, bom rekel, izpolnjen, če vsi ti ukrepi funkcionirajo in so vključeni v naš družbeni sistem, potem bodo mladi v tej naši skupnosti, to z gotovostjo seveda trdim, videli perspektivo in bodo z veseljem ostajali tukaj ali pa se vračali nazaj v naše mesto. Se pa družba tudi stara, tudi v našem mestu je vedno več starejših občanov, pa verjamem, da niste pozabili nanje. Kaj konkretno počnete, da bi bilo življenje starejših čim lepše in aktivnejše? Ja, zdaj po izkušnjah moram priznati, da sem v teh letih ugotovil, da so starejši celo veliko bolj zahtevna ciljna skupina kot pa mlajši ljudje in da je delo tudi starejšimi potrebno nenehno ohranjati, ga nadgrajevati in zato se tudi vedno znova seveda z veseljem odzovem, ko me ali kakšna institucija ali kakšno društvo ali pa posameznik starejši občan seveda
nagovori in mi poda tudi kakšen izziv kot županov Mestne občine Velenje. Jaz mislim, da smo na te izzive v zadnjem obdobju res dobro odgovarjali, da smo se zavedali, kaj mladi oziroma kaj starejše osebe potrebujejo, tudi iz tega naslova zgradili, bom rekel, nova oskrbovana stanovanja, pa imamo nov dom za varstvo odraslih, kjer mislim, da je daleč najlepši in najbolj sodoben dom v celotni Sloveniji. Skratka, smo na tem področju stanovanjskih vprašanj naredili korak naprej in te korake bomo počeli tudi v prihodnje. Posebna zgodba je seveda zdravstveno in socialno varstvo, ki jim tako preko proračuna seveda zagotavljamo določene storitve in določene, lahko rečemo, nadstandardne storitve ali pa storitve, ki z zakonom niso obvezujoče, pa jih kljub temu izvajamo. Posebno pozornost dajemo seveda tem zdravstvenim vprašanjem, predvsem v smislu pomoči starejšim na domu in podobne aktivnosti. Vse to se seveda financira iz občinskega proračuna, sedaj začenjamo tudi z dolgotrajno oskrbo in na takšen način seveda, ko ima zagotovljeno, bom rekel, neko stanovanjsko varstvo, pa zdravstveno varstvo, potem ostane še ta družbeni del ali pa družabni del, kjer pa se mnogo starejših vključuje v različne društvene dejavnosti, tudi za društva upokojencev. Lahko povem, da smo v zadnjih letih dvignili sredstva iz približno 15 tisoč evrov že na približno 40 tisoč evrov. Skratka, tudi tukaj odgovarjamo na izzive, kajti zavedamo se, da so društva upokojencev v našem mestu zelo aktivna društva in me veseli, da starejše osebe vidijo v teh društvih neko priložnost za druženje, za povezovanje in zakaj ne bi kot lokalna skupnost seveda takšnih ukrepov podpirala. Tako da je na tem področju veliko izzivov, ampak kot rečeno, predvsem je potrebno biti aktiven, se povezovati, sodelovati, pogovarjati z starejšimi ljudmi. Oni potem vidijo, kako vidijo seveda njihove izzive, znajo tudi kakšen nasvet dati konkreten za prihodnji razvoj tega mesta ali pa deliti z nami kakšno posebno izkušnjo iz preteklosti. Zato lahko rečem, da je seveda lepo biti v njihovi družbi in da bomo tudi v prihodnje seveda aktivno sodelovali z starejšo populacijo. Gospod župan, ob letošnjem prazniku ste izdali tudi posebno brošuro, v kateri prikazujete različne aktivnosti in projekte, ki bistveno višajo kakovost življenja v Velenju. Se vam zdi, da je Velenje res mesto po meri vseh, pa za vse generacije, ne samo za mlade in starejše? Jaz mislim, da to dokazujejo tudi vsa priznanja, ki jih v vseh teh letih, pa tudi v zadnjem letu, smo dobili strani, bom rekel, različnih institucij, zunanjih ocenjevalcev in to, da smo seveda Velenje po meri ljudi kot mesto, seveda kot skupnost, za vse generacije se mi zdi, da je teza, ki še kako vzdrži. Vse generacije v našem mestu morajo živeti na način, kot si želijo, in vse generacije si to tudi zaslužijo. Na eni strani, kot smo že govorili o perspektivi, če mladi vidijo v našem mestu perspektivo, bodo tukaj ostajali. Potem starejše generacije, ki seveda so zaslužni za to, da se je naše mesto razvijalo tako, kot se je razvijalo, je potrebno danes namenjati svojo skrb njim in jim seveda tudi se zahvaliti za vse tisto, kar so naredili za razvoj tega mesta. Zato je tudi ta brošura in tudi dogodek, ki ga letos organiziramo, gre za konferenco, mednarodno konferenco Pozdravljena prihodnost. Ob tej priložnosti bomo gostili tudi iz celotne Evrope, torej mnogo mednarodnih gostov, ob 50. obletnici podelitev nagrad v sklopu Entente Florale in naslov tega dogodka oziroma te Pozdravljene prihodnosti konferenca je Mesta po meri ljudi, ker bomo razpravljali o tem, kako so se različna mesta po Evropi seveda soočali z izzivom vključevanja različnih ciljnih skupin v odločevanje, v razvoj samega mesta in kako seveda tem ljudem tudi prisluhniti. Tako da se veselim, bom rekel, te konference. Mi imamo v Velenju kaj za pokazati,
To govorim tudi iz lastnih izkušenj, kajti mnogo je seveda različnih povabil tudi v mednarodne vode, kamor smo vabljeni, da predstavimo primere svojih praks o načinu sodelovanja in razvoja tega mesta, kajti dosegamo odlične rezultate, ampak kot rečeno, to je zasluga celotne skupnosti, vseh teh ljudi, ki živimo v tem okolju, in zato še enkrat trdim, da je Velenje seveda mesto, ki je po meri vseh ljudi, in si želim, da bo takšno mesto tudi v prihodnje ostalo. Hvala lepa za vse in še enkrat iskrene čestitke mestu Velenje za ta praznik, pa prosim, da zdaj ob koncu nagovorite tudi naše gledalke in gledalce. Hvala pa tudi vam za spremljanje današnje praznične oddaje Župan z vami. Spoštovani in dragi Velenjčani, obeležujemo 66. obletnico našega mesta. Mesta, ki je nastajalo na temeljih premogovništva, mesta, ki je nastajalo na temeljih gorenja. Podjetji, ki sta zaznamovali preteklost in razvoj vsega našega, vsega tistega, kar danes imamo in kar skupaj živimo. Zato je prav, da se ob prazničnem dnevu, v prazničnem septembru spomnimo te svoje zgodovine, spomnimo vseh tistih pomembnih akterjev, ki so oblikovali našo skupnost, in se jim tudi primerno in ustrezno zahvalimo. Zato hvala lepa vsem tistim, ki ste do danes oblikovali zgodbo razvoja tega mesta, ki ste širili vrednote, ki so nas Velenjčanke in Velenjčane povezovale, in vrednote, ki bodo ostale v naših srcih in v našem življenju tudi v prihodnje. Zato srečno naše Velenje, srečno premogovnik Velenje in srečno Gorenje. Vse dobro našemu mestu.